Andrej, še enkrat lepo pozdravljen v tej naši dolenjski sredini in kaj bi rekel, no takole, ko se spominjaš vseh teh dogodkov nazaj, vseh teh 60 let, ne nazadnje, tudi glasbenik si bil tudi že preden si postal Lojzeta Slaka, če bi ga danes srečal tukaj med nami, kaj bi mu rekel? Ja, Lojzeta Slaka sem srečal včeraj zvečer in marsikaj sva povedala, kar si prej nisva imela časa. No in seveda, kaj bi zdaj še rekel Lojzetu Slaku? Cel dan bi lahko govorila, pa bi spet vsega ne povedala. No, tako je bilo pa... Ne, sem se boren naprej. Tako je bilo pa zanimivo, teh 60 let, ko se ukvarjam z glasbo, pravzaprav 68 let, jaz sem že nastopam na odrih. No in zdaj... Ko mi je malenkostno ponagajalo zdravje, pa COVID pred letom dni, sem rekel, zdaj je pa dost, pa dam patent nazaj, pa sem nehal pet. Ampak ne, mladi in takole po srcu mladi, kot je polde, so me vrgli v mrzlo vodo, plavaj ali v toni. Pa sem spet natreniral glas in zdaj veselo delamo na teh slavnih koncertih po Sloveniji in kolikor je minilo, se mi celo to dogaja, da se s Poldetom srečujeva 2-krat na dan. Ob 1:30 sva bila še skupaj v avtu, pa zdajle ob 2 ponovno, kot vidite. Marsikaj poveva tam, tistega ne bom ponavljal, veš, pa jih ne bo na koncert. Je pa to zanimivo, če človek dolg poje, pa marsikaj doživi. Ko sem pogledal tale oder tukaj, mi je prišlo na misel, da sem prvič v življenju tudi z odra padel tam, v Mirni Peči. Da vse doživi, ampak če toliko let vztrajaš, pa toliko vožnje po svetu in v Sloveniji opraviš, pa ostaneš nepoškodovan, imaš pač veliko srečo. Tudi po odru so dva šimekam padla, en levo, en desno, so se pobrala in veselo publiki pomahala. Bi skoraj težko verjeli, da se ti je to zgodilo šele po 60 letih. Namreč toliko odrov in nastopov, kot jih imaš ti, verjetno jih nima nihče drug od nobenih glasbenikov slovenskih, pa tudi ne tujih, no? Ja, odrov je bilo ogromno, aplavzov še več, čudovitega počutja, ne morem dopovedati koliko, tudi takole lep sestav publike, kot je nocoj danes tukaj, kaj še lepšega. Priznam, to človeka pomlajuje. Vsak nastop ti da toliko energije nazaj, verjetno več, kot ga jaz lahko dam publiki. Karkoli sem dobrega naredil, se mi je vrnilo. Kakšna misel te je prevzela takrat, ko te je poklicala Anica in dejala, sedaj bom to zapisala v besedi, v knjigo, ki bo ostala za vse večne čase med nami? Ja, najprej sem bil presenečen, kako se upa lotiti takega dela velikega. In tebe poklicati. To ni enostavno. Takoj sem si pri sebi pomislil, bom pomagal, kolikor bom mogel. Ker imam pa dober spomin, hvala Bogu, ni problem bilo veliko napisati. Kako pa malo napisati, pa veliko povedati, to je pa težko. No. Veste, Andrej je resnično ena taka enciklopedija in pravzaprav, veste, je kar prav, da je ostal on na zemlji še do današnjega dne, kajti spomin ima tako neverjeten, da ga je treba izkoristiti in zapisati, ker slej ko prej bomo vsi šli, tudi jaz in on in vi vsi, in takrat ostane samo tisto, kar je v knjigi. Namreč v tej dobi, digitalni dobi, verjemite mi, da je samo
pisana beseda na papirju, tisto zagotovilo, da bodo naši rodovi tudi v primeru ne vem kakšne nesreče imeli še vedno kaj prebrati. Ja, čisto majčkeno sem včasih pomislil, da bi pa jaz napisal knjigo, ker bi bilo veliko za napisati, ampak prej sem sodeloval z ansamblom, pa odgovorno službo, ni bilo časa. Sem šel v penzijo, je pa še toliko manj. Kaj spomnite se, kako zdaj izgleda. Človek pazi, da bo ja stvari odložil tam, da jih bo drug dan najdel. Da bo ja dokument vložil prav fascikel, da ga boš rabil, kadar ga boš rabil. To jaz čvrsto dobro delam, potem ga pa part ne išem. No, zato ni časa, da bi knjige pisal. Zdaj pa sploh nek so me spet upregli v tole udejstvovanje na odrih. Ja, Andrej, verjemi, da če lahko koga osrečeš, potem osrečuj naprej. Mi pa se bomo definitivno trudili, da te vzamemo kamorkoli bo le možno. Namreč, ko Andrej stopi na oder, tudi danes, včeraj, po jutrišnjem, so tako dolgi aplavzi, da pravzaprav lahko vsi ostali na odru za nekaj časa se usedemo. In temu ni konca, verjemite mi. Tudi če rečemo, pojdimo naprej s koncertom, zaigrali bomo pesem to, zaigrali bomo ono, ljudje ploskajo in mi pravzaprav čakamo. Potem se pa Andrej spogleduje, če sploh njemu ploskajo, veste? Še tole sem se zdaj spomnil, ziram na tisto, ki si prej omenil, ki si mi ponovil. Moja obletnica 70 let nastopanja na odrih bo čez 2 leti. Moja proslava za 60. obletnico poroke tudi čez 2 leti. To so pa tako močni cilji, da obljubim, da bom 2 leti najmanj še nastopal. In naredimo spet novo turnejo. Hvala, Andrej.